Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Nada Matičič. Rodila se je 16. avgusta leta 1922. Umrla 22. julija leta 2004. Učiteljica in pisateljica Nada Matičič je bila Ljubljančanka, a rojena v Litiji. Po študiju slavistike je učila na ljubljanskih srednjih šolah. Čeprav je bil njen oče Ivan Matičič pisatelj, je sama začela pisati šele pri 40 letih. Takrat je izšel njen prvi roman Gostje onkraj hriba. Sledili so romani Daj mi roko, Veronika, Moja hoja z očetom, Pozni čas ljubezni, Mojih 5 bičev, Labirint in nazadnje še avtobiografsko obarvano delo Njeno dolgo potovanje. Njena dela so realistična. Pogosto je opisovala iskanje mladostnikov, spomine ali vprašanja polpreteklega in sodobnega časa. Pri vsem tem je imela izreden čut za pravico in etičnost. Pred njeno smrtjo je izšla še zbirka zgodb, Njegovo izginotje. Celo obdobje z očetom sem preživela na Mirju v Ljubljani. Zato je bilo moje otroštvo obsedeno z več ali manj skrivnimi željami postati kot oče, človek, ki piše življenje. Ko se je to kasneje uresničilo, je oče večji del svojih knjig že napisal. Bil mi je vzor kot človek, kot samorastnik in neuklonljiv duh. Pri pisateljevanju me je pritegnil njegov jezik, čeprav ga nisem v ničemer posnemala. Moja tematika je predvsem meščanska družba in njeni ekscesi danes. Važni so mi posamezniki, očetovi prizori in ljudje so notranska, vojne, velika gibanja, množice, a tudi kmečko zatišje, odmaknjenost. Prav najino, v bistvu različno pisateljevanje in pogledi, v mnogočem pa vendar podobni odnosi na literarnem in družbenem prizorišču, je dala pobudo za nastanek Moje hoje z očetom. Tako je Nada Matičič predstavila svojo knjigo spominov na očeta ob 100-letnici njegovega rojstva. Zato lahko začnemo pri njem. Oče Ivan Matičič je bil tiskar in pisatelj. V najlepših letih življenja je izkusil strahote Prve svetovne vojne. Najprej so ga poslali v Galicijo, zatem se je vrnil v domače kraje. Najprej v Dobrodob, zatem na druga bojišča Soške fronte. Sodeloval je v preboju pri Kobaridu in se po vojni pridružil Maistrovim borcem. Po vojni in bojih za severno mejo se je Ivan Matičič vrnil v Ljubljano. S pomočjo sestre Neže, ki je bila v Ameriki, je na Mirju začel graditi hišo in se poročil s Paulo Battiel, uslužbenko na železniški direkciji. Skoraj 10 let mlajša Pavla je bila nekaj časa tajnica Petra Kozine, ustanovitelja tovarne čevljev Peko. Skrbela je za nemške dopise, znala je tudi italijansko. Pozneje je dobila državno službo v upravi železnic, ki jo je v pričakovanju prvorojenke pustila, a ne na lastno željo. Pred porodom je odšla domov v Litijo, kjer sta živela starša. Oče je bil mizar, po poreklu z Vipavske doline, mati pa domačinka. Zato je prvorojenka prišla na svet 16. avgusta leta 1922 v Litiji, čeprav je bila vse življenje Ljubljančanka. Pri krstu je dobila ime Nada Marija Matičič. Oče Ivan Matičič je v prvih letih po rojstvu Nade veliko časa posvetil pisanju. Čeprav je imel redno službo v tiskarni, je ure in ure presedel v svojem kabinetu, poleti pa je pisal na vrtu pod smrekami in blizu sadnih dreves, ki jih je zasadil. Snov je zajemal iz doživetij Prve svetovne vojne.
Tudi zato se je pogosto srečeval z generalom Maistrom, s katerim je prijateljeval že prej. Oba sta pisala spomine na vojna leta, Matičič bolj v literarnem, Maister pa v zgodovinskem smislu. Nada se je najbolje počutila v bližini očeta, čeprav pogosto sploh ni opazil, a tudi zanjo si je vzel čas, jo posadil v naročje in si prižgal cigaro. Nada si je generala Maistra dobro zapomnila, pa tudi pogovori, ki sta jih imela z očetom, so ji ostali v spominu. Generala sem poznala kot punca v očetovem kabinetu, ki je rada ogledovala njegov obraz z brki in kljub prepovedi vlekla na ušesa njun pogovor. Nenehno sta obdelovala vojne in boje in boje. Vedela sem le to, da so pogovori zelo moški. Le kakšna vojna, se je sploh ni bilo. In presneto me je mikalo zvedeti še kaj več o stvareh, ki jih ni bilo in so vendar bile v njunih besedah. Utihotapila sem se v njun sveti hram in general, kakšen general brez uniforme in odlikovan, sreča, da je imel brke, me je stisnil k sebi in kmalu pozabil, in oče tudi, da sem zraven. Vsekakor lahko njune, nerazumljive, skrivnostne in strašne pogovore prištevam kot pomagalo k mojemu pisateljevanju. Nada Matičič je pri 4 letih dobila bratca Janeza, poznaje pa še sestro Polono. Pri hiši sta bila še gospodinja Lojza in železniški uradnik Weber, tudi slikar. Oba sta pomagala tudi pri vzgoji otrok. Skupaj so hodili na sprehode in izlete. Družina je imela redna popoldanska nedeljska druženja ob taroku s pecivom in čajem, vinom za odrasle. Prišel je sosed, ki je živel v hiši, in na dolgo so debatirali o družbi in politiki, dogajanju v Jugoslaviji. Ti večeri so bili pomemben del izobraževanja, pravi hčerka, ki opisuje polno, krepko življenje. Tako se je otroštva spominjala Polona. Vsi trije so se oblikovali ob očetu, ki je bil delaven in izrazito pošten človek. Vedno je poudarjal vztrajnost, da je treba, kar se začne, tudi končati. Janez, ki se je razvil v vrhunskega skladatelja, je že v otroških letih pokazal, da ima smisel za glasbo. Mama je želela, da bi se glasbi posvetila tudi Nada, a ona je kmalu nakazala, da bo šla po očetovih stopinjah. Janezu so kupili violino, nad katero pa ni bil navdušen. Je pa zelo zgodaj začel pisati note in družinska prijateljica je ugotovila, da gre za prve skladbe. Janez je sočasno violino zamenjal s klavirjem. O tem je pozneje pripovedoval. Klavir je prišel v hišo zaradi sestre. Nada je bila začetnica, a ji ni ravno šlo, to je priznala tudi sama. Mene pa je vse bolj začel mikati prav klavir. Ti boš igral violino, Nada pa klavir, je odločila mama. In kadar sta šli v mesto, sta zaklenili klavir in skrili ključ. A sem našel skrivališče. Klavir je takrat stal prav tukaj, kjer zdaj sedite vi. Ko sta zaprli vrata za sabo, sem poiskal ključ in začel igrati. Še danes se spominjam, kakšen užitek je bil to. Prepovedan sad. Zame je bilo to nekaj najbolj čudovitega. Sredi 30 let je Polona zbolela in zdravnik ji je predpisal, da mora na višinski zrak. Mama je iskala različne kraje na Gorenjskem, kamor bi lahko šli med počitnicami, in se najprej odločila za dom pod Storžičem. Naslednje leto so pristali na Pšincu nad Bohinjem. Nada se je že takrat zaljubila v bohinjski kot. Prevzeli so jo zidani in leseni stanovi, hlevi, ognjišča, skodlaste strehe, ograde iz kamenja ali spletene iz smrekovih vej, njive ovsa, sirarne, spanje na senu nad hlevom, pa ljudje in hrana, prelepi vrhovi gora, divji zajci, srne, gamsi.
Do začetka vojne so se vsako leto vračali v ta svet pastirjev, sirarjev, majerjev, lovcev in gozdarjev. Nada je poleg očeta občudovala tudi druge literarne ustvarjalce tistega časa. Že v otroških letih se je seznanila s Otonom Župančičem, čeprav ni marala njegovega Cicibana, ki ga je podaril oče. Dobro se ji je zdelo, ko ji je rekel: "Ti si pa čisto očetova." Poznala je Finžgarja, Kozake, Albrehte, Vodnike in Vidmarje, pa Lili Novi in Podbevška. Le za šolo se ni preveč zanimala. S težavo je prišla do male mature. Kam naprej? Pripravljena je bila sprejeti karkoli, le da ne bi bila gimnazija. Sama pri sebi je bila prepričana, da bo pisateljica, a to ni bil poklic. Starši so želeli, da nadaljuje šolanje in čim prej pride do kruha. Poskusila je na pedagoški, a je bil vpis omejen. Sprejeli so hčere učiteljev in tiste s posebnim priporočilom. Poskusili so medicino. Na srečo sem padla pri preizkušnji. Psihotest je pokazal, da nimam prav nobenih tovrstnih nagnjenj, ne nadarjenosti, ne fizičnih ali čustvenih izgledov. Mama je bila obupana. Vse preostale možnosti smo že zamudili. Ostala je le še gimnazija. 2. septembra me je vpisal na Poljansko gimnazijo v 5. razred. Pod pokroviteljstvom razrednika doktorja filozofije profesorja Maksa Robiča, ki je še danes v 7. moj razrednik. Z njim se moram včasih že kar nepojmljivo divje boriti za svoj bodoči pisateljski poklic. Do konca gimnazije je Nada ostala upornica. Pogosto se je prerekala s profesorji, dobila lepo število okorov, a vztrajala na svoji poti. Razrednika, ki ji je zavrnil vrsto spisov, češ da niso urejeni, je nazadnje le prepričala, da zna pisati. Dobila je 5 za najboljši spis v razredu. A pri naslednji nalogi o naših izseljencih na Župančičevo temo je bil spet polom. Nada je namreč pisala o tem, kako si sama predstavlja izseljence, saj je imela v Ameriki 4 strice, 4 tete, več sestričen. Pred koncem gimnazije je razmišljala, kam naprej. Njena prva izbira je bila igralska akademija, a sta jo oče in mama prepričala, da to ni prava izbira. Odločila se je za študij slavistike. Tam se je srečevala tudi z Balantičem. Že v seminarju me je presenetil s svojo pesmijo Umiram. Nisem ga razumela. Kljub jasnosti in izklesanosti verzov, kljub poetični širini in ritmu. V nekaj je bilo treba prodreti, kar mi je bilo tuje. Preveč sem imela rada življenje in moja pomlad se ni ozirala na vojno. Tuji so mi bili njegov strah, pomešan s slastjo, gnevom in blaznostjo. Tuji, kar se da. Bližja pa nežnost, skoraj milina zavzetosti za majhne drobne stvari. Tudi njegovega Boga nisem povsem doumela, ker sem bila že tedaj skoraj brez njega. Vedela sem, da je France pesnik labirinta duš. Redko kdo med pesniki se je spustil v take globine duševnih stanj. Vojna, ki so jo prej spremljali le oddaleč in nezavedno, je postala resničnost. Italijani, ki so zasedli Ljubljano, so uvedli vrsto omejitev, a šole so ostale. Oče je dobil izkaznico in je lahko vsako jutro odhajal v tiskarno.
Razmere so se spremenile, ko so prišli Nemci. Oče je ostal v tiskarni, Janez je moral od doma. Delal je pri TODT in bil ranjen, zato v bolnici. Matičičeve je vojna najbolj pretresla tam, kjer ne bi pričakovali. 9. marca 1945 so ob 3 popoldne nad Mirje priletela zavezniška letala in skoraj tretjino naselja zravnala zemljo. Sosedovega Janeza je butnilo ob zid, ko je gledal v nebo in se čudil, kako srebrne pahljače spuščajo srebrne lističe. Potem se je vse zamajalo in potemnelo. Polonca je tedaj pomivala posodo, mama je likala. Jaz pa sem ob oknu brala Lavrinovo študijo o Dostojevskem, tudi o smrti. Potem se je stemnilo in siknil je rdeč plamen, miza se je nagnila k meni in me z Dostojevskim vred sunila na tla. Prezgodaj. Vse v meni se je uprlo proti smrti. Rjula sem brez glasu. Deske v podu so vztrajale. Hotele so se odtrgati od tal. Na pol zasuti so preživeli, a hiša je bila močno poškodovana. Zavezniška letala so prihajala nad Ljubljano še ves mesec, a Mirja niso več napadala. Oče je skušal vsaj za silo popraviti streho. V tiskarni so tiskali zadnje izvode Slovenca, Slovenskega doma, Bogoljuba, Domoljuba, Doma in sveta. Nada Matičič je v zadnjem obdobju svojega življenja začela sodelovati pri Zavezi, glasilu društva Nova slovenska zaveza. Ko se je v jubilejni 50. številki na kratko predstavila, je za uvod opisala svoje doživljanje osvoboditve Ljubljane. 9. maja 1945. Svoboda. Zato se je treba pražnje obleči, v nekaj temno-modrega. Ob 3 sem se odpravila v mesto, v center. Ulice so bile izumrte. Čudno. Pred opero sem obstala in se nisem zavedala, da opere ni, da je pravzaprav odeta v platno z bolj ali manj znanimi velikani, ki so samoumevno gledali vame. Nič nisem razumela. Center. Tu je prekipevalo od mesta, ki se je prišlo pokloniti osvoboditeljem. Tudi pošta je bila preoblečena in ljudje so bili preoblečeni v rdeče. Palače so prekipevale od rdečih zastav in otroci so vihteli z zastavicami in množice so obsipale osvoboditelje šopki, zdaj vzklikale, zdaj rjovele, zahripeli obrazi so oznanjili vse splošno navdušujoče razpoloženje. Dogajanje na ulicah se je ni dotaknilo, ni ga razumela. Bila sem tujek v svoji slovesni opremi, tu in tam so me oplazili temačni pogledi. Zato sem zapustila kipeče prizorišče in hitela domov v zavetje svojih sten. Tik pred vrati me je dohitela znanka iz soseščine. Pomolila mi je pest pod brado. Zdaj se bomo pa takole pozdravljali. Potem sem se pogreznila v tišino pozabe noči, do jutra. Tedaj je pobutalo po unanjih vratih. Nek prst je bil uperjen v hišo in tulil: tisto cunjo dol, drugače naša slovenska zastava cunja. Oče se je razhudil in poslal gledat po soseščini. Zvezda. Potem je mama šivala zvezdo. Nov simbol? Sovjetski simbol, ki je vladal dolga desetletja in še danes ni povsem izdihnil. Potem je rekel oče: iz ene ječe, prekleti zlomek, smo se znašli v drugi.
Povojne razmere je Nada Matičič skozi očeta doživljala kot veliko tiranijo, ki jo je Stalin izvajal v svojih satelitskih državah. Oče je dobro poznal revolucionarne metode, ki so proti koncu Prve svetovne vojne spreminjale duhovno podobo ruskega in nekaterih drugih narodov ter pripeljale do zveze sovjetskih socialističnih republik. To, kar se je po prvi vojni dogajalo na vzhodu, se je ponavljalo pri nas. Študij slavistike, ki ga je zaradi vojne prekinila, je nadaljevala po njej. Sprejemala ga je kot nujnost, sama pa je veliko svojega časa posvetila branju. V poseben zvezek si je že od najstniških let izpisovala zanimive odlomke citate. Tudi dela svojega očeta je z zanimanjem prebirala, čeprav je bila prepričana, da ona ne bo nikoli pisala v njegovem stilu. Bil je tradicionalist, staromoden, sodobna literatura je drugačna. Pa vendar je tudi sama segala po klasikih. Kolikor me nista vzgajala oče in mati, pa malo šola in lastna opazovanja in izkustva, so me vzgajale knjige. Vznemirjali so me lepi stavki, globoka misel, nova beseda. Že tedaj, ko sem zasnovala Ljudje z rdečim nebom, sem hotela hoditi svoja pota. Pazila sem, da se me ne bi kaj prijelo. Nekaj čisto drugega je, če vzljubiš pisatelja zaradi njegove ideje ali jezika, ne da bi ga posnemal. Ga občuduješ, a ravnaš po svoje. Dober roman mi je le spodbuda, da sama napišem, kar mislim. Kako je šele ohrabrujoče, da je pisatelj z mano sorodnih misli. Pri dveh največjih literarnih ustvarjalcih, Dostojevskem in Shakespeareu, sem občudovala ne toliko njuno filozofsko, marveč predvsem človeško obravnavanje. Nada Matičič je 2 leti po vojni končala študij in diplomirala iz slavistike. Med profesorji, ki jih je ohranila v spominu, je bil med drugim Anton Cvirk, ki jo je navdušil za francoske in ruske avtorje, nasploh za evropski roman. Poklicno pot je začela in končala na srednji šoli, kjer je poleg slovenščine z literaturo učila tudi estetsko vzgojo. Ker je bila precej samosvoja in so jo kdaj pa kdaj opazili tudi v cerkvi, je bila pogosto na udaru tistih, ki so na šolah skrbeli za družbeno-politično korektnost. Poskrbeli so, da je večkrat zamenjala delovno okolje. Tako je enkrat po pomoti ali nerodnosti uslužbenke dobila v roke svojo karakteristiko, v kateri je o sebi lahko prebrala. Tovarišica nima urejenih delovnih navad, prepozno prihaja in odhaja iz razreda. Se ne vklaplja dobro v kolektiv, ne prihaja redno na vzgojne konference, se rada izmika političnim in kulturnim predavanjem. Večkrat škoduje kolektivu s skrajno nasprotujočimi tezami in skuša omajati soglasje kolektiva, nagnjenje k šovinizmu. Je pravična do vseh učencev in nepodkupljiva. V učiteljskem poklicu je bila upornica. Med učence in učenke srednje šole za gostinstvo in turizem je na primer vstopila z zavestjo, da imajo tudi oni za sabo izkušnjo vojne. Vedeli so, kaj je lakota, strah pred smrtjo. Z njimi se je pogovarjala o vsem, kar so doživeli, o prebranih delih, o filmih. Ni se trudila za enostranski prikaz, kot je narekovala nova oblast, ampak je pustila mlade, da so o marsičem podvomili, si oblikovali lastna mnenja. Tudi pri izbiri snovi se ni strogo držala učnih načrtov. Cankarja in Prešerna jim je razlagala na svoj način. Namesto predpisane zdravljice so se poglabljali v krst. Pri Cankarju so poleg hlapca Jerneja analizirali hišo Marije Pomočnice. Ob Bora in Kajuha je v učne ure vtihotapila še Balantiča. Vse to je prišlo na uho odgovornim, zato kazenske prestavitve.
Temu bi se izognila z vstopom v partijo, a to bi še bolj omejilo njeno svobodo. Zakaj nisem postala komunistka? Ne le zato, ker mi je bil komunizem že po naravi tuj, ali zaradi tebe, tudi ne zaradi tega, ker sem živela v dokaj urejenih razmerah, ampak predvsem zaradi prirojenega odpora do udinjanja stranki. Videla sem, kako so si delili oblast v imenu ljudstva. Niso bili odločilni izobrazba, znanje in sposobnost, marveč politično-moralne kvalifikacije. Nižji so na primer lahko napredovali, če so bili vdani in niso mislili s svojo glavo. Na pomembnih mestih so sedeli in še sede nezmožni ljudje. Vse povsod, ta sovjetski model, hegemonizem in monopolizem partije. V letu 1954 se je Nada Matičič znova vrnila na Uskovnico in z njo ostala povezana skoraj do smrti. Planina, na kateri so Nemci novembra 1944 požgali večino hiš, je znova zaživela. Marsikaj je bilo obnovljeno, a namesto pastirjev so nekatere koče pokupili meščani in jih obnovili za svoje potrebe. Čeprav ni bilo več tako kot v predvojnih časih, je Nada počitniške dneve v naslednjih letih preživljala v teh hribih in si omislila celo svojo kočo. Tu so nastajala njena literarna dela, ki jih je krajšala, popravljala in dopolnjevala. Čeprav so že zdavnaj dozorela v njeni glavi, jih je bilo težko spraviti na papir. Pri mariborski založbi Obzorja je leta 1962 izšel roman Gostje onkraj hriba. To je bil literarni prvenec Nade Matičič, a ne njeno prvo delo. Saj je imela v rokopisu pripravljen drug roman, ki je obležal pri založnikih. Oceno romana je med drugim objavil Jože Šifrer. Pri tem ni bil prizanesljiv. Med drugim je zapisal: Celotna struktura romana Gostje onkraj hriba izpod peresa Nade Matičičeve izkazuje neorgansko prepletanje teh snovi, kratko malo zmes površnega psihologiziranja in nedoživete, prav tako površinsko prikazane objektivne stvarnosti. Nosilci zgodbe so ljudje iz tipično malomeščanske sredine, taki, ki so se med vojno za vsako ceno hoteli obvarovati pred nevšečnostmi revolucije, zdaj pa spet skušajo ostati na površju. Izživljajo se v osebnih ambicijah ter gojijo v sebi pridobitniški nagon, kakor je za to sredino tradicionalen. Le nekaj stvari je, ki vendarle opravičujejo založbo, da je delo izdala. To je Julijin dnevnik z opisi Julijine tragične preteklosti, impresivno opisana smrt njenega moža Marka, podoba strica Jana iz okupacijskih let, splošno vzdušje plitkega malomeščanstva in morda še kaj. Način pisanja, ki ga je Nada Matičič nakazala že v srednji šoli, se ni skladal s tradicionalnim pogledom na literaturo, a nekateri so ga občudovali. Že prvo leto po izidu romana so ji v Sodobnosti več krajših del, med drugim novelo Kadar veter poje, objavili. To jo je spodbudilo za nadaljnje delo. Takole je napisala: Zagrizla sem se v pisanje. Naklonjenost Ferda Kozaka me je spodbujala, da sem mu poslala še nekaj novel za Sodobnost. Ob ljudeh z rdečim nebom pa je nastajal še manjši roman, ki je prvega za 9 let prehitel. Bila sem nepazljiva, nagla in jezna, če se je zatikalo.
Predvsem si tedaj še nisem mogla dopovedati, da moram pisati vsaj tako, kakor prebiram riž ali brusnice. Snetje mora proč. Imela sem pravo manijo pisati veliko in gostobesedno. Imela sem dovolj časa. Ob gozdičku, široko panoramo, julijcev pred seboj. Roman Ljudje z rdečim nebom je Jože Šifrer ocenil bolj poglobljeno in na videz bolj prizanesljivo. Še vedno pogreša jasno zgodbo. A Nadi Matičič, kot sama pravi, ne gre za to. Sledi predvsem notranjemu občutju človeka, ki je doživljal vojno, bil na strani revolucije ali njen nasprotnik, kritična je tudi do povojnih razmer, zlasti povzpetnikov, ki so bili v vojni v ozadju, zdaj pa hočejo v ospredje. V romanu Daj mi roko, Veronika se je poglobila v svet povojnega šolstva in v čutenje mladih, ki ga je spoznavala kot učiteljica. To snov nadaljuje v romanu Labirint, kjer se prepletata zgodbi učiteljice slovenščine Ane Malovrh in dijakinje 4. letnika gimnazije Jasne Andolšek. Na eni strani stiske in težave mladih, na drugi spletkarstvo in povzpetništvo učiteljev, med katerimi so tudi taki, ki resnično živijo svoj poklic. Tudi življenje na planini in srečevanja z bohinjskimi pastirji, planšarji, gruntarji, gozdarji, redkimi izobraženci, vaškimi ženskami, natakaricami in gostilničarkami je pustilo sledi v pisanju Nade Matičič. To so ljudje, ki živijo iz preteklosti, naravno življenje, žive z naravo, sedanjost pa zahteva, da se spremeni njihov način življenja. Njim je posvetila romana Mojih 5 bičev in Balada o boru. Tudi tu je naletela na številne kritike. Marija Cvetek je zapisala: Literarna zgodovina pisateljici priznava, da se ji je v veliki meri posrečilo prikazati duševni profil bohinjskega človeka. Čudoviti pa so tudi opisi posebno bohinjskega planinskega sveta, ki je vedno bolj ogrožen. Pisateljica je vanj zahajala z vsem spoštovanjem in človeško toplino, za katero smo ji hvaležni bohinjski prijatelji. Nada Matičič je leta 1987 izdala že omenjeno avtobiografsko delo Moja hoja z očetom o očetu, pisatelju Ivanu Matičiču. V njem ga je spremljala od otroških let do dni, ko se je poslavljal od tega sveta. Na tej hoji skozi življenje sta obiskala njegovo rodno Notranjsko in vrsto drugih krajev do bohinjskih planin, se pogovarjala o prvi svetovni vojni, očetovem ustvarjanju, pogledih na politiko, o drugi vojni, brezkompromisnih povojnih oblastnikih, pa tudi o literaturi in umetnosti nasploh. Avtobiografske poteze ima tudi roman Njeno dolgo potovanje. Že predtem se je Nada Matičič kritično ozrla na polpreteklo zgodovino. Petdeset let krvave svobode je dolga doba, ki je ljudem vtisnila strah, podložnost, jih razvrednotila tako, da jim je pohabila duše. Da ne ločujejo več svobode z malo od svobode z veliko začetnico. Zdaj, ko so tragična odkritja Brezen in jam zaznamovala velik del slovenske dežele, jih slišimo: ne preštevajte vendar teh kosti, glejmo v prihodnost. Popolna brezbrižnost je hujša od brezen in jam. In če tudi bi bili pobili tretjino naroda, pa kaj potem? Saj smo vendar dobro živeli, jedli, se oblačili, se vozili po svetu. Kaj pa nas zdaj motite s temi kostmi?
pohabljene duše. In teh me je strah. Slovenska pomlad se je Nade Matičič dotaknila, ali pa tudi ne. Dočakala jo je kot slavistka v pokoju. Njen pravi poklic pa je bil pisateljevanje, ki mu je po odhodu iz šolskega okolja posvetila še več časa. Do osamosvojitve je napisala vrsto romanov ter številne črtice in novele, ki jih je objavila po revijah. Tudi po osamosvojitvi je ostala zvesta pestri tematiki. Ne glede na okolje in prostor, na pripadnost junakov so jo zanimala njihova duševna stanja. Kako človek lahko svojo voljo in vestjo premaguje lastne, lahko tudi usodne težave, ali se dvigne ali propade. Morda je presenetila s tem, da je začela objavljati v Zavezi, glasilu Nove slovenske zaveze. V jubilejni številki se je na kratko predstavila in dodala. Ko me je vaš urednik povabil k sodelovanju, sem se pričela odzivati s črticami, predvsem o žrtvah in zmagovalcih. Psihološko sem razčlenjevala bistvo njihovega početja, duševnih pretresov, brezizhodnosti, pa tudi samopašnosti oblasti. Predvsem pa njihovo izgubo spomina. Preteklost in sedanjost se nenehno menjavata in povzročata v osebah travme, pa tudi upanje. Del teh pripovedi oziroma črtic je izšlo v zbirki Njegovo izginotje. V njih nastopajo posamezniki, ki so se znašli na strani zmagovalcev ali poražencev. Nekateri med njimi so dejansko živeli, drugi so iz namišljenega sveta. Gre za predstavitev njihovih usod skozi dogodke, ki so se zgodili med vojno ali po drugi svetovni vojni. Sama je v njih zapisala: Moje zgodbe so pripoved in izpoved o človeku in njegovih duševnih pretresih. Predstavniki teh zgodb so le odraz nas v vsakdanjikih, a tudi odločujočih stanjih, so torej predvsem njihova izpovedovanja, a večkrat presežejo okvir posameznih usod. Zato lahko postanejo pričevalci časa in razmer, v katerih živi. Nada Matičič je v svojih delih pisala tudi o veri, o dvomih, o iskanju smisla. Te tematike se je lotevala povsem naravno in z veliko mero poznavanja človekove notranjosti. Imela je svojo vero. Poseben praznik zanjo je bil 15. avgust 2002, tik pred njeno 80-letnico, ko so na Oskovnici blagoslovili novo kapelo, posvečeno Mariji, kraljici miru. Postavili so jo na temeljih, kjer je stala leta 1952 požagana kapela. Dobro leto po blagoslovu, ko je bila kapela povsem dokončana, jo je posvetil škof Alojz Uran. Nada Matičič je že kmalu po osamosvojitvi Slovenije v družini objavila sliko prejšnje kapelice, ki jo je izrezala iz predvojnega Slovenca, predstavila njeno zgodovino in ob koncu dodala: Njen temelj pa že 40 let opozarja, da bi jo bilo vredno znova postaviti. Ker je zbolela, je verjetno ni mogla obiskati. Njena zemeljska pot se je iztekala. Prijateljica Marija Cvetek je v njenih zadnjih mesecih in smrti zapisala: Večkrat sem jo še obiskala v bolnišnici. Kljub temu, da ji je zahrbtna bolezen jemala moč, je še vedno upala, da bo napisala še en roman z bohinjsko tematiko, ki naj bi nosil naslov Himera. Uvod se ji je še posrečilo napisati doma. V bolnišnici ga je v glavi že dokončala, kot mi je sama dejala. Ponudila se je že prijazna gospa, da bi ga s pomočjo računalnika v bolnišnici spravila na papir. A kljub železni volji se je prej sklenil krog njenega življenja. Stara ljudska vera pravi, da ni dobro, če ni nikogar ob človekovi smrtni postelji.
Nada je imela srečo, da so bili v poslednjih trenutkih ob njej brat Janez, skladatelj in profesor glasbe, in sestra Polonca in njen mož, ki sta prihitela iz Maribora. Nada Matičič je umrla 22. julija leta 2004 v bolnišnici v Sežani. Pokopali so jo na Ljubljanskih Žalah. Oddajo o Nadi Matičič je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnično jo je uredil Jakob Čuk. Graditelji. Slovenci za slovenstvo.